Nogometaši Domžal so spomladanski del sezone začeli na gostovanju v Velenju. Strokovno vodstvo rumenih je imelo pred tekmo precej težav s sestavo moštva, saj so bili zaradi poškodb odsotni Elvis Bratanović, Gabor Dobrovoljc, Denis Halilović, Juninho in Aleksandre Kombi. Vrzel v obrambi je zapolnil 20-letni Žan Žužek, v napadu pa je začel Ivan Firer, vlogo kapetana je prevzel vratar Dejan Milić. Srečanje so s sredine igrišča začeli domačini, ki so se hitro znašli pod pritiskom rumenih. Prva priložnost že v 4. minuti pri žogi Ivan Firer, takole je v ogenj poslal Matijo Široka, predložek v sredino, tam je bil Luka Volarič, ki je poizkušal dvakrat, domačini pa so se kar nekoliko čudežno rešili. 13. minuta, prosti strel za Rudar, Grbić do Vručine, ta je streljal z prve z desnico, na pravem mestu pa vratar Dejan Milić. 21. minuta, Vetrih za Husmanija, strel z razdalje previsoko. 3 minute pozneje, lepa kombinacija Domžalčanov, Širok do Firerja, Franjić nazaj do Široka, ta z desnico mimo desne vratnice. 35. minuta, kot za Rudar, z glavo je poizkušal Lotrič, odbil je vratar Milić. 40. minuta pri žogi Amedej Vetrih, atraktivno za Balkovca, ta je prodrl kazenski prostor, podal na prvo vratnico, tam pa je Firer streljal mimo desne vratnice. 43. minuta, znova v napadu Domžalčani, Franjić do Majerja, ta je streljal z levico mimo leve vratnice. In še zadnja priložnost v prvem polčasu, Skota je podal Vručina, do strela je prišel Glavina, ki pa je zadel zunanji del mreže. Prvi polčas se je torej končal brez golov, 0:0, drugega pa so sredine igrišča začeli Domžalčani, ki so bili celotno tekmo boljši. Nasprotnik, prvo priložnost v drugem delu pa so si pripravili v 48. minuti, ko je prosti strel priboril Žan Majer. Takole ga je izvedel Jure Balkovec, mojstersko zadev desni kot nemočnega Radana in popeljal Domžalčane v vodstvo z 1:0. To je bil tretji gol 22-letnega bočnega branilca v letošnji sezoni. 57. minuta, nov napad Domžalčanov, Franjić lepo do Firerja, ki je prodrl v kazenski prostor, podal sredino, domači so odbili do Franjića, novinec v dresu Domžal je preigraval, spravil žogo do Repasa, ki je streljal toda mimo leve vratnice. Repas je le nekaj trenutkov prej zamenjal poškodovanega Žana Majerja. 63. minuta, Matjašič na desno do Firerja, ta je vrnil Matjašiču, ki je streljal, branil je Radan. Tudi Matjašič je vstopil v drugem polčasu, zamenjal je Franjića. Nov napad rumenih, strel z razdalje, znova na pravem mestu Matej Radan, poizkušal je Vetrih. 67. minuta, prodor Luke Volariča, prišel je vse do vrat Rudarja, zavrnil do Repasa, strel, odbita žoga do Vetriha, močan strel, dvakrat žoga v vratnico, na koncu pa na veliko srečo domačinov v rokah vratarja Radana. 74. minuta, znova prosti strel za Balkovca, odbita žoga mimo desne vratnice. 7 minut pozneje Firer za Repasa podaja v sredino, strel Matjašiča in blok domačinov. Domžalčani so napadali z vseh strani, žoga pa nikakor ni želela v vrata Rudarja še drugič. 86. minuta, znova Firer, kombinacija z Repasom, podaja v sredino do Vetriha, ta je prišel do strela in znova na pravem mestu vratar Radan. 91. minuta, napaka branilcev Rudarja, do žoge Matjašič, podaja do Ožbolta, ki je dosegel gol, vendar bil je v prepovedanem položaju. No, potem pa je sledila 94. minuta in zgodilo se je tole. Ko iz konca gledamo tekmo, bom rekel, z rezultatskega vidika sigurno ne moramo biti zadovoljni. Jaz mislim, da smo nekako skozi celotno srečanje bili boljši nasprotnik.
Pripravili smo si kar nekaj, bom rekel, dobrih priložnosti, mislim, da smo imeli zadevo totalno pod kontrolo. Nekako ne bi želel, da se vračamo na jesenski del, ker smo se mogli, bom rekel, naučiti dobiti gol v prvi minuti, pa dobiti gol v zadnji minuti in tako naprej. Si od ekipe nekako ne bi želel, da se učimo spet znova in iz tega vidika v rezultatskem smislu smo malce razočarani. Kljub vsemu pa mislim, da smo pokazali veliko dobrih elementov, ki nas krasijo in mi je sam žal, da mogoče v trenutkih, kjer smo imeli dominanco, nismo zadeli in bi tekmo bolj mirno pripeljali do konca. Domžalčani bodo v prihodnjem kolu gostili Koprčane. Prva tekma v športnem parku v letu 2017 bo v soboto, 4. marca ob 17. uri.